Dobro, torej lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci, ki jo sklicuje Podravska regijska koordinacija Slovenske demokratske stranke, ki obsega 15 občinskih odborov od Šentilja, Pesnice pa tja proti Rušam, Lovrencu, Račam, Hočam, Starčam, Slovenski Bistrici, Poljčanom, Makolom in tako naprej. Za današnjo lokacijo smo se odločili zato, da bomo nekako pokrivali celotno regijo. En dogodek je danes tukaj, 26. imamo v Slovenski Bistrici na isto temo tudi eno javno tribuno. Pozdravljam vas vse skupaj, predstavnike medijev, v naših vrstah pa tudi dva gosta. Na moji desni je poslanec Državnega zbora gospod Branko Marinič in na moji levi gospod Bojan Belna, član izvršilnega odbora Slovenske demokratske stranke. Tema današnje konference so referendumi, ki so pred nami, da bomo čim krajši kar predal najprej besedo gospodu Bojanu Belni, ki je tukaj domačin, potem pa bo spregovoril še naš poslanec Branko Marinič. Hvala lepa za besedo. Tudi jaz pozdravljam vse navzoče, ki ste se danes udeležili, sicer ne v velikem številu v Šentilju, na tej tiskovni konferenci, na kateri bomo sigurno poskušali z argumenti povedati, kako se bomo ravnali na prihajajočih referendumih. Zagotovo ima največ argumentov naš poslanec Branko Marinič. Vesel sem, da je prišel in bo zagotovo v nadaljevanju več povedal kot kakorkoli ostali prisotni. Dejstvo pa je, da lahko uvodoma povem, da bo Slovenska demokratska stranka v vseh treh referendumih glasovala proti. Argumenti seveda so nam znani, zagotovo kot opozicijski stranki, ki vemo, zakaj v tem trenutku gre. To pomeni, čist na kratko, vsi bomo naredili vse za to, da ti referendumi padejo, ker je za to dovolj argumentov. Torej, v tem trenutku dajem besedo Branku Mariniču, poslancu Državnega zbora. Izvoli, Branko. Lep pozdrav in dober dan vsem skupaj. Hvala lepa organizatorjem in pobudnikom, ki ste bili mnenja, da je prav, da tudi v širšem lokalnem okolju povabite tiste, ki sodelujemo v sprejemanju in nastajanju posameznih vsebin zakonov, da bi na ta način prešla vsebina vsem tistim, ki bodo o vsebini treh zakonov odločali o tistih vsebinah, o katerih smo poslanke in poslanci v Državnem zboru že odločili. Naj povem, da gre pri vseh treh vsebinah po mnenju Slovenske demokratske stranke, ki je tudi v samih razpravah pri obravnavi vsebin vseh treh zakonov glasovala proti, da za nas vsebine niso bile sprejemljive. Predlagatelji, torej Vlada Republike Slovenije, pa ni bila pripravljena kateregakoli od predlaganih vsebin z amandmaji, ki smo jih vlagali, upoštevati. Mi smo vse skozi napovedovali, da zakon ni dober in to se je tudi pokazalo in priča smo ponovnemu odločanju ljudi na referendumu. Naj takoj na začetku povem, da je referendum ena najvišjih demokratičnih oblik, kjer se jasno in nedvoumno pokaže, da v Republiki Sloveniji je še vedno ljudstvo tisto, ki ima oblast v rokah. Ne glede na to, ali bodo predstavniki tega ljudstva v Državnem zboru, torej poslanke in poslanci, odločili o vsebini zakona tako ali drugače, ima ljudstvo to moč, da lahko njihovo odločitev ali potrdi ali zavrne. Najnižja javnomnenjska
podpora sedanji vladi daje dovolj argumentov za to, da vlada dela slabo in slaba vlada ne more pripraviti dobrih vsebin zakonov. To je temeljno sporočilo, ki izhaja tudi iz vsebin, ki ga je koalicija v Državnem zboru potrdila. Bili smo mnenja, da bodo imeli prav tisti, ki bodo vsebine 3 zakonov dali na preizkus. In tako so se sindikati odločili, da bodo dali na preizkus zakon o pokojninski reformi. Mnogi nam očitajo, SDS je tista, ki hoče in želi referendum. Ni res. Sindikati so tisti, ki v tem konkretnem primeru želijo, da se o vsebini zakona o pokojninski reformi glasuje na referendumu. Sindikati so tisti, ki so širšo slovensko javnost pozvali in povedali, da je na referendumu potrebno zakon o pokojninski reformi zavrniti, torej glasovati proti. Iz preprostega razloga, ker ne gre za pokojninsko reformo. Če bi šlo za pokojninsko reformo, bi to pomenilo, da se spreminja, na primer, prihodek pokojninske blagajne iz nekega drugega vira, kot je sedaj, denimo, ker smo tukaj v Šentilju in tukaj imate tudi eno izmed igralnic, katerega davke pobira država. In švicarski model, recimo, ves denar, ki se zbira od iger na srečo, namenja pokojninski blagajni. Če bi šlo v tej vsebini zakona o pokojninski reformi v tej smeri, potem bi lahko govorili o reformi. Tako pa ne gre za reformo, gre za neke lepotne popravke, ki niso dobri, in pod vsebina, ki jo je vladna koalicija potrdila za potrebno večino v Državnem zboru, v zakonu podaljšuje delovno dobo na letni ravni, vsako leto, spravi za 6 mesecev, kar bi pomenilo, da še naprej pustimo mlad, izobražen kader, da čaka, medtem ko tisti, ki so danes utrujeni od dela, delajo do visoke starosti. To ni dobro za državo in vse tiste prave demokracije v nam primerljivih evropskih državah so že to zdavnaj ugotovile. Sedanja pokojninska reforma, govorimo o Ropovi pokojninski reformi iz leta 1999, ni slaba in je vzdržna do leta 2015, kar pomeni, da bi se sedaj morali ukvarjati z pomembnejšimi vsebinami in v letu 2015 zaresno pripraviti pokojninsko reformo, kar pa pravim, sedanja to ni. Naj ob tem opozorim, da se je vlada Republike Slovenije in pa vladna koalicija oziroma koalicija v Državnem zboru znašla v situaciji, ko je pokojninska blagajna prazna. Pokojnine in pa drugi socialni transferi se zagotavljajo iz najetih kreditov. Smo ena redkih demokracij, ki smo prišli tako daleč, da je vprašljivo, ali bo Slovenija na poti k grškemu scenariju še lahko črpala ta sredstva in gre dobesedno za zavajanje ali pa, oprostite izrazu, za natek sedanje vlade in vladne koalicije, ljudstva v tem smislu, ko govorijo in strašijo, če predlagane vsebine ne bodo sprejete, potem nas pa čakajo hudi ukrepi, ki bodo udarili slehernega. Manjše bodo plače v javnem sektorju, manjše bodo pokojnine, pokojnine so že danes zamrznjene, plače v javnem sektorju so že danes zamrznjene in natek v tem smislu gre prav v smeri, če pogledamo evropske razvite države ali pa nam primerljive demokracije, potem to pomeni, da v evropskih državah imajo na enega upokojenca
3 do 4 zaposlene, pri nas je na enega upokojenca 1,6 zaposlenih. In tu je ključ problema. Vlada ni znala sprejeti takšnih vsebin, ki bi zagotavljale vire v pokojninsko blagajno in v druge javne blagajne, zato je danes v hudih težavah. Toliko o zakonu o pokojninski reformi, ki ga je na predlog sindikatov in pa tudi na predlog Slovenske demokratske stranke potrebno zavrniti in glasovati 5. junija na referendumu proti uveljavitvi takih vsebin. Dovolite mi, da spregovorim tudi o zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Zakaj pravzaprav gre? Gre za lepotne popravke veljavnega zakona. Če bi inšpekcijske službe upravljale svojo funkcijo, potem ni nobene potrebe, da bi tudi ta zakon spreminjali. Kaj želi vlada z temi predlogi? Želi povečati administracijo, želi onemogočiti tistim, ki so bili danes solidarni in ta solidarnost ali pa medsosedska pomoč, ki temelji na tradiciji slovenskega naroda, nekako zbirokratizirati. In naj poenostavim, da bodo ljudje razumeli, zakaj gre pri tem zakonu. Sosed ne sme pomagati sosedu, čisto preprosto povedano. Ali drugače povedano, če bi moj sin med počitnicami želel priti do dodatnega zaslužka in to na pošten deloven način, pomeni, da bi po sedanjem zakonu moral oditi na upravno enoto in narediti vsaj 6 korakov, da bi to svojo dejavnost lahko opravljal v skladu z vsebino tega zakona. Pomeni, da mora oditi na upravno enoto, povedati, kaj želi delati, recimo, da bo dejal, da bo nabiral borovnice, potem bo moral izpolniti na upravni enoti ta formular, potem, ko bo ta sezona mimo, bo moral izpolniti formular in obvestiti nadzorne organe, Carinsko upravo Republike Slovenije, ki bi vršila nadzor nad tem delom, koliko teh borovnic je nabral v skupni masi, koliko je za to pokasiral, torej v znesku, to prijaviti na posebnem formularu nadzornim inštitucijam in obvestiti tudi upravno enoto, skratka, narediti mora 5 ali 6 korakov, da zadosti zahtevani birokraciji, ki ga za vsebino tega zakona država skuša uveljaviti. To pa seveda ni namen in to ni intenca tistega zakona, ki bi ga pričakovali, zato smo v Slovenski demokratski stranki mnenja, da je tudi to vsebino zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno potrebno zavrniti. Dovolite mi, da na kratko spregovorim tudi o zakonu o spremembah in dopolnitev zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih. Na kratko povedano, to je eden najkrajših vsebin predloga sprememb, vsega gre za 13 členov. In kaj je bistvo in vsebina sprememb? Preprosto povedano, od aktualnih politikov je nekdo zaslutil, da zna biti neugodno, če se ti arhivi, točno določen fascikel ali škatla z dokumentarnim arhivskim gradivom, ki so od leta 2006 odprti, javno dostopni, če poseže po točno določenem fasciklu ali škatli, bi to ne bilo dobro za nekatere, ki danes delujejo v aktualni politiki na najvišjih položajih. In zaradi tega je direktor arhiva dejal, ne, te škatle pa ne damo. In to
enemu izmed tistih novinarjev, ki se je lotil vsebinske obravnave teh vsebin, ki se nanašajo na preteklost in na konkretne ljudi, ki danes delujejo v visoki državni politiki. In zaradi tega, ker je direktor tega arhiva dejal, ne, tega arhiva oziroma tega fascikla pa ne date, danes je ta del arhiva zaprt. To je približno tako, kot da direktor SPIZ-a reče, danes pa ima ta in ta oseba 600 evrov pokojnine. Zakaj? Zato, ker je direktor SPIZ-a tako rekel. To ni glih najbolj točna ponazoritev, ampak vendarle gre za pomen, da boste razumeli, če si direktor arhiva, če je dejal, da ta del arhiva ni za javnost in ga treba zapreti, je to bilo zaprto. Tako kot da bi direktor SPIZ-a rekel, danes ima ta in ta 600 evrov pokojnine. In to potem vlada in pa vladni poslanci v državnem zboru potrdijo v obliki predlaganih sprememb. Zato je tudi zakon o arhivih potrebno na referendumu 5. junija glasovati proti tem vsebinam. To je povsem na kratko o vsebinah vseh treh zakonov. Če je kako konkretno vprašanje, bom skušal odgovoriti. Sicer pa je v dosegu elektronskega medija na spletni strani Slovenske demokratske stranke dovolj vsebin. Tisti, ki to želijo, lahko dobijo argumentirane vsebine, zakaj je potrebno glasovati proti vsebinam vsem trem zakonom. Naj povem, da bodo tako kot vedno na mestih, kjer boste glasovali, da bodo na voljo 3 lističi in seveda na lističuh na teh glasovnicah bo navedena vsebina zakona, o katerem na levi in desnem vogalu spodaj piše, ali ste za ali ste proti. In ker smo v Slovenski demokratski stranki bolj na desno kot na levo, zato bomo obkrožili na desni strani, tam, kjer piše proti. Hvala. In mogoče jaz še čisto na kratko par stvari povedal. Najprej, kar se tiče pokojninske reforme. Poslušamo, da je pokojninska reforma potrebna zaradi tega, ker se prebivalstvo stara. To je čisto normalen pojav in temu se z nobenim zakonom ne moremo izogniti. Poslušamo, da je pokojninska reforma potrebna zato, ker je blagajna prazna. Tu pa že lahko marsikaj storimo. Vprašati se je potrebno, zakaj je prazna. Zato, ker so previsoke pokojnine, ker je preveč upokojencev, ali pa zato, ker te blagajne ne polnimo. Jaz sem prepričan, da je to drugo. Premalo sredstev prihaja v blagajno. In zakaj? Zato, ker ni tistih, ki bi jo polnili. Ker je premalo delovnih mest. Zato, ker ta vlada nič ni storila, da bi ustrezno odreagirala na gospodarsko krizo, ki se v Sloveniji odraža dosti bolj intenzivno in dolgotrajno kot druge po Evropi. In rešitev za upokojence in blagajno je to, da se v Sloveniji ustvarijo taki pogoji, da se bodo odpirala nova delovna mesta, da bodo mladi dobili zaposlitev, da bo potrebnih manj socialnih pomoči in to je to, kar ta vlada enostavno noče razumeti in se ukvarja z vsemi drugimi nekimi banalnimi zadevami. Drugo, kar mene moti pri tej pokojninski reformi oziroma pri tem zakonu, je sam način, kako so bili v sprejemanje vključeni tudi socialni partnerji. Jaz sem v svoji karieri bil tudi sindikalist, profesionalno, in vem, kaj to pomeni za zaposlene in za predstavnike delavcev,
da se lahko vključijo v ta dialog. Ta vlada je enostavno opozorila prošnje, pozive, zato da bi poskušali poiskati bolj kvalitetne rešitve, je enostavno prezrla, ignorirala. In ni čudno, da so sindikati rekli, ne vem, sedaj pa je dosti takega odnosa, tudi mi želimo soodločati o usodi, o svoji usodi, o usodi zaposlenih, o usodi upokojencev, tudi o usodi svojih otrok. In tudi mi v Slovenski demokratski stranki podpiramo tako stališče in zato se bomo pridružili temu odločanju z odločnim proti temu zakonu. Pa če dovolite, mogoče še samo 2-3 besede o zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanju na črno. Kolega je že povedal, znana tradicija v Sloveniji je, da smo se vedno pomagali med sabo. Tudi v manj dobrih, slabih, pa tudi v dobrih časih. Ta zakon posega v to tradicijo, posega v življenje tistih, ki so najbolj potrebni te pomoči. Mnogo stanovanj oziroma hiš je bilo zgrajenih v Sloveniji ravno na tak način, zato ker enostavno ni bilo druge možnosti. In ta zakon dejansko to možnost močno omejuje oziroma celo preprečuje. In mene osebno moti to, da tisti, ki so res na socialnem dnu, tisti bodo najbolj trpeli posledice tega zakona, da pa vlada tiste, ki res delajo na črno, ki si polnijo žepe na račun drugih, na račun davkoplačevalcev, države, kakorkoli to rečemo, tistim pa enostavno ne stopi na prste. Zopet je tarča množica teh obubožanih Slovencev, ki v tej krizi iščejo neke možnosti za to, da bi si pač vsaj malenkostno izboljšali življenje. In tudi zato je potrebno ta zakon odločno zavrniti. V arhivih pa mislim, da je Branko dovolj dobro povedal, oziroma dovolj izčrpno. Mogoče jaz čisto na kratko. Na osnovi slišanih argumentov, ki sta jih predstavila Branko Marinič, poslanec Državnega zbora, predsednik regijske koordinacije Srečko Hvauc, tu ni kaj za dodati. Vsekakor vemo vsi, da bomo 5. junija glasovali na osnovi izrečenih argumentov in na osnovi argumentov, ki so, bi rekel, znani v Republiki Sloveniji, bomo glasovali proti.